Torej, kot jaz vidim, je glavni razlog zdravje. Mi vedno lahko nekaj izračunamo, kaj se splača, kaj se ne splača, ali pa tako, kot je gospod dal zdaj eno vprašanje. Ampak če živimo dlje, ali pa če živimo boljš, ali pa če imajo naši otroci malo manj zapacana pljuča, mislim, da je to izven vsakih številk, pa evrov, pa karkoli. Verjamem, da se s tem strinjate. Globalno je podatek, da imamo že v atmosferi toliko ogljikovega dioksida, da ga z zasajanjem novih dreves ne moramo rešiti. Se pravi, mi moramo spremeniti porabo. Ja, to je zdaj prva stvar. Druga stvar, sama energetska neodvisnost, to je korak k energetske neodvisnosti, pomeni zmanjševanje energetske revščine. Tukaj imamo v Sloveniji ogromen za narediti, se pravi, tega kar veliko vidimo te starejše, pogosto predimenzionirane nepremičnine, kjer ostanejo potem upokojenci, recimo na podeželju, v velikih nepremičninah. Ali se mi sliši? Ja. Torej, obstaja še ena tako imenovana individualna kupna moč. Namreč večina ljudi načrtuje svoje stanovanje ali pa hišo, ko so v neki aktivni dobi. Ko so mlajši, ko se poročijo, mogoče imajo družino in so te hiše stanovanje načrtovane za več ljudi, pa za boljše zaslužke. Potem na koncu pa se zgodi, da ostane en upokojenec ali pa dva upokojenca in pravzaprav dobimo revne lastnike nepremičnine, ki niso sposobni tega vzdrževati. Se pravi, komunalni stroški, če govorimo, da ostanejo na obstoječem sistemu ogrevanja, grejo gor, njihovi dohodki pa pravzaprav ne. Veste sami, kakšne so penzije, kakšni so izgledi, koliko je tudi rešljiva pokojninska problematika z obstoječimi modeli, v tem verjamem, da imamo vsi mnenje. In zdaj, če imamo, jaz bi zdaj čisto en primer dala, če imamo mi položnice svoje naštimane na našo plačo, ki je na primer neka statistika 1200 evrov neto. In potem pristanemo na pokojnini, ki je recimo 600 evrov neto. In bi komunalne položnice ostale iste, so za nas dvakrat dražje. Zdaj, ne gre samo strošek v evrih, gre za mojo kupno moč, koliko bo moja kupna moč čez 10-20 let. Prav, mogoče danes meni 100 evrov pomeni nekaj, čez 20 let mi bo pa to pomenil nekaj drugega, ker ne bom sposobna to zaslužiti. Ker pač pokojnina bo kakršna bo, moje znanje, moja sposobnost, da konkuriram na trgu, kjer bojo nove tehnologije, bo pa tudi drugačna kot je danes. Se pravi, lahko to smatramo te stvari tudi ene vrste, ne bom rekla pokojninsko investiranje, se to narobe sliši, ampak malo manj bom odvisna od tekočih prejemkov. Bruselj nas stalno opozarja na tako imenovano finančno nepismenost, če mi dovolite. Se pravi, v Sloveniji imamo ljudi totalno odvisne od tekočih prejemkov. Nimajo mesec, 2-3 plače in so adijo. Se pravi, tukaj recimo tudi z tega vidika finančnega na nivoju družine, recimo sploh najbolj izpostavljene so ženske, ki statistično živijo dlje, in imajo v Sloveniji po statistiki 27% nižje pokojnine. Ja, to so pač podatki, ne? To pomeni, če na koncu tipično ostane na podeželju ženska sama z nizko penzijo, kam to pelje. Se pravi, ne more vzdrževati, ne more sanirati objekta, ne more tako in potem imamo tak zaciklen krog. Mislim, da vsi veste, o čem govorimo. Torej, to je ena stvar. Stopnje tveganja revščine za osebe, ki so starejše od 65 let, imamo v Sloveniji še vedno daleč nad povprečjem Evropske unije. To je ena stvar. Druga stvar, Slovenija, mi smo zelo do kriz izpostavljeno gospodarstvo. Pravi, če pride do, upam, da ne krize, pa recimo ohlajanja, se bo pri nas sicer efekt poznal kasneje, ampak to bolj. Se pravi, bomo imeli večje padce ali pa rasti in odvisnost od teh konjunkturnih ciklov, od teh globalnih ali pa evropskih ciklov lahko delno zamortiziramo z novimi trajnostnimi modeli, ki jih imamo lokalno. Se pravi, če imamo mi lokalen razvoj, lokalno službe, lokalen know-how, potem mi nismo samo odvisni, ker nismo zgolj samo podizvajalci nečesa, kar potem razvije in proda nekdo drug. Se pravi, imamo neke vrste notranjo porabo, notranji razvoj. Mislim, da je to zelo pomembno. V Sloveniji več teh tehnoloških projektov, konec koncev so tukaj tudi predstavniki, tako da to me zelo veseli. Jaz upam, da te prve lastovke že prinesajo pomlad. Torej, mi govorimo lahko tukaj o prehodu iz, če lahko tako imenujem, iz low skill jobs v high skill jobs. Se pravi, mi tukaj imamo svoje znanje, zadržimo mlade ljudi iz fakultet, mogoče, to je zdaj mogoče moja iluzija, s časoma dobimo koga, ki je šel ven nazaj,
ali pa vsaj, da se povezuje. Verjetno veste, da je nekaj fakultet v Sloveniji, kjer imajo vsi službo že nekje v 3., 4. letniku, mislim, zagotovljeno službo, celo tisti, ki ne bojo diplomirali. Recimo fakulteta za računalništvo v Ljubljani je taka, vsi imajo službo. In to niso službe za tako povprečno plačo, ki sem jo prej omenila. Torej, na te ljudi, kar prežijo dobri zaposlovalci, tudi recimo mislim, da fakulteta za matematiko, da se vse kadre pobere, tako da je to zelo zanimivo. Ja, torej, da mečkam to odvisnost od kriz, ali pa od zunanjega povpraševanja zmanjšamo, predvsem v razvoju hardvera, softvera in tako naprej. Kot je gospod Bunta omenil, tudi s temi softverskimi rešitvami bomo mi lahko porezali te špice, ki prihajajo pri elektriki. Slovenija je tudi zelo car dependent, se pravi, mi se vozimo z avti. Bolj ali manj, se pravi, zelo smo odvisni od tega, da se vozimo z avti in da moramo imeti svoj avto. To je glede na našo statistiko, da rabimo avto 1 uro na dan in da se peljemo 40 km na dan, to je statistika, je to ekonomsko neupravičeno. Če primerjamo z našimi plačami, je še to toliko bolj neupravičeno. Se pravi, te rešitve, električni avtomobili, domače polnjenje, mogoče souporaba, te rešitve bojo zelo aktualne. Zdaj, če mi pogledamo same razpise, naj najprej uvodoma povem, da smo najdeli tega manj, kot smo pričakovali, da sicer je tehnologija toliko razvoja in da vedno, kadar je neka prodorna, razvojna, nova stvar, prehiteva ponavadi zakonodajo. Ja, torej, najdeli smo, se pravi, obstaja subvencije za polnilnice, za električne polnilnice, za električna vozila in sicer v višini 3000 za počasno in 5000 za hitro polnilnico, to daje Ekosklad. Vendar v primeru, da je predlagatelj občina, ki je v Naturi 2000. To je sicer večina občin. Se pravi, da mora to zainteresiran blok ali gostinc ali firma ali kakorkoli se povezati z občino. Vse te rešitve se uporabljajo. Razliko, ker polnilnice lahko stanejo samo toliko, kot je subvencija, lahko so sicer dražje, pa lahko se vzame kredit Ekosklada, ki je Euribor plus 1,3 letno. Obrestna mera, se pravi, trenutno bi to znesel na 10 000 evrov, približno 90 evrov mesečnega obroka na 10 let, na 20 let 47. Seveda, če bi Euribor ostal na tem nivoju. Recimo, ja, kratkoročno pričakujemo, da bo na tem nivoju ostal. Seveda, to potem tudi v blokih je treba to tako upoštevati. Potem poznate, to sicer ni direktno povezano, ampak za električna vozila poznate subvencije, če jih kupi fizična oseba, 7500 evrov za električni avto in 4500 za hibrid in tudi lahko razliko na ta kredit Ekosklada. Je pa že tako, če kupite vi električno vozilo na firmo, na SP, potem postanejo te subvencije precej manj uporabne. Kar recimo glede na to, da Slovenija dežela podjetnikov, obrtnikov in da pravzaprav a vozilo kupi Janez ali Janez SP, oboje bi bilo treba spodbujati. Potem pride mogoče za koga upoštev razpis, ki je bil zdaj konec marca, je bil od kohezijskega sklada, se imenuje razpis za sofinanciranje nakupa in postavitve naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije. Se pravi, na kratko, če bo kdo zapisal IRSE-OVE 2019. Ja, ta je torej za sončne celice, skupaj je 10 milijonov, mora pa biti, kar je pomembno, nosilc firma. Firma ali pa SP ali pa zadruga, kot je gospod Dukič omenil, so že prve stanovanjske zadruge in tukaj recimo verjetno je ena smiselnost povezovanja. Se pravi, da bi se več stanovanjske hiše ali bloki povezali, ali pa mogoče naselja, vasi, kaj takega. Minimalna vrednost, tudi zato, ker mora biti minimalna vrednost teh sončnih celic 100 000 evrov, se pravi po projektu, lahko pa je vključenih več lokacij. Pa sem nekaj vprašal, se pravi subvencije 3000 evrov. Ja. Kako pa pride držati strošek te polnilnice, cel? Ja, jaz bi prepustila odgovor na to vprašanje gospodu Bunti. Od 600 evrov do 20 000 evrov, odvisno kakšna, kak močna, kakve funkcionalnosti je mogoče in tako naprej.
kot sem prej povedal, za stanovanjske bloke, bi verjetno najbolj smotrno bilo vzeti 3000 evrov, pa za ta denar postaviti 10 vtičnic, kontrolirane iz nečim, ne? Pa reči, to je ena polnilnica. Nerodno je zastavljen razpis. Koliko? 10 vtičnic, ne polnilnico. Ja, logično. Pač polnilnica je neki možgani, ki lahko nek vklopiš, pa izklopiš in ti meri porabo na postavljanje. Za 10 avtomobilov naenkrat se lahko polne, ne? Ker postavljati hitro polnilnico pred blok je zelo nerodna zadeva. Vi pridete ob 9 zvečer domov, vklopite avto, ob 10 dopoln, ob 11, kaj zdaj, greš iz postelje avto premikati, ker drug sosed čaka, ne? Ne, postaviti 10 počasnih, ne? Tisti, ki rabi hitro gre na Petrola, pa Mercator, pa v Lidl, ne? Ja, hvala za vprašanje. Torej, če se vrnemo na tele sončne celice, skupna vrednost mora biti vsaj 100 000 evrov in nekje 20%, do 20% oziroma do 200 evrov na kilovat moči je lahko subvencije. Mora pa biti nosilc firma SP zadruga. Ni nujno, da je to lastnik objekta, lahko ima dovoljenje tega lastnika, ne? In je lahko več lokacij, to se pravi, tukaj verjetno se odpira ena možnost, ne? Mogoče je to tudi napotilo, da se ne bi skupnosti vasi, mogoče par sosednjih objektov povezali v neke energetske skupnosti. Ja, zdaj v Sloveniji imamo okrog 11 000 stanovanjskih blokov. Približno tretjina prebivalcev noter živi. In zdaj, če bi rekli, da 100 000 evrov stane prenova enega bloka, seveda lahko stane veliko manj ali veliko več, bi to pomenili 1 milijarda 100 000 evrov. Se pravi, sploh v času ohlajanja ali pa propada starih modelov poslovnih in tega bi to lahko rekli, da to možnost nekega novega new deala. Se pravi, mi imamo nekaj, s čim lahko gremo naprej. Zelo važno. Se pravi, imamo nov biznis, imamo nove službe, imamo tudi ohranjanje starih služb, mi imamo približno 24 000 ljudi zaposlenih v avtoindustriji. Se pravi, da bi se to preusmerili, ker še vedno so ta kvalificirana delovna mesta po mojem za Slovenijo. Mi rabimo službe z dodano vrednostjo, z novim znanjem, z novim razvojem, samo to nas bo rešilo. Ne, da bomo navzven konkurirali s ceno, mi moramo iti s kvaliteto. Ja, ne, in tudi, da te mlade ljudi, ali pa tudi ljudi v srednjih letih zadržimo tukaj. Ne, da najboljši kader gre ven, ker nam ga seveda prevzamejo. Ne. Ja, torej, ugotovitve, čisto na kratko bi bile sledeče. Ne. Če gremo najprej na električna vozila, za pravne osebe ali pa SP so te subvencije neživljenjske. Ne. Mi imamo več kot 70% firm, eni pravi celo 90, stvar po definicije je majhnih, in od tega 60% lastnikih teh firm ima 60 let plus. Zdaj, če upoštevamo njihovo starost, če upoštevamo dejavnost, kaj imajo, je pol teh firm v nekih 10 letih, recimo ogroženih, kaj bo sploh počel in kdo bo to počel in če bo sploh motivirani to počel. Zdaj, tukaj jim damo novo dejavnost. In če pogledate zadnjih 10-20 let, je polhen dejavnosti ugasnil. Enostavno gre razvoj naprej in tako bojo prihajale tudi nove. Ja, torej, prvi predlog bi bil, da so subvencije za nakup vozil enake, jih kupi fizična oseba ali SP ali pa majhna firma. To je zdaj prvi predlog. Recimo, lahko vam povem primer enega serviserja iz Avstrije, mi je povedal, on je pač mobilni serviser, popravlja, če se na blokih ali pa nekje v hišah nekaj pokvari, in ima seveda avto, kjer ima noter orodje. In je rekel, odkar je ta avto električen, ne rabim, lahko delam sam, ne rabim še enega delavca, kako sem rabil delavca, da sva prinesla električni agregat. Jaz sem se rekla, kako, če greste neki v blok popravljati, pa se ne morate tam priključiti, prav kje pa. Vsak špara elektriko zelo merka, ne morate ti na njegovo priključiti, pa tam nekaj popravljati, moraš imeti svojo. In prav zdaj, odkar imamo avto električen, mi lahko orodje ali pač karkoli v avtu uštekamo in vključimo v elektriko in uporabljamo. In nam je to prihranilo enega delavca. Recimo, čisto zanimiva ena stvar. Potem za toplotne črpalke priporočamo, da se subvencija da tudi, če so samo za pripravo tople sanitarne vode. To je zelo važno. Torej, za izmenjavo teh potratnih bojlerjev. Potem bi predlagali eno promocijo oziroma davčno olajšavo za firme, ki bi na svojih parkiriščih postavila e-polnilnice.
kupila e-vozila in spodbujala souporabo. Se pravi, ideja je taka, delavci, zaposleni pridejo v službo, parkirajo tam, dajo polnt. Podjetje pa potrebuje vozila, za stvar dejavnosti, v glavnem med delovnim časom. Ne? Se pravi, zaposleni je rabo avto več ali manj zato, da je prišel zjutraj v službo, da je šel popoldne domov. Podjetje med delovnim časom pa rabi vozilo. Ne? Se pravi, to bi lahko bilo ob nekih modelih, stimulacijah, po računih, tukaj pa spet rabimo inovativ. Ja. Najcenejši električni avtomobil danes prek ekoskladovega kredita stane nekje 150 € mesečno brez pologa. Citroen, Peugeot, Mitsubishi tam ali ne. Veliko firm plačuje prihod na delo delavcev več kot 150 €. Strošek, ki je imel obdavčen prihod na delo. Ne. Če kupiš avto, pa mu daš avto, da gre domov, pa da gre nazaj, plačaš avto in ga imaš v delovnem času avto na razpolago za mogoče svoje poslovne potrebe, je že takoj matematika, ki se splača. Odlično. Super, hvala za ta primer. Ja, ja. Ne, torej, mogoče malo ven iz tega občutka moram imeti avto in moram biti moj. Ja, torej, ta souporaba električnih avtomobilov v podjetju, pa morda kasneje tudi v blokih, pokrej zdaj me blok v Ljubljani ponuja električni avto, če imate tam stanovanja, ne, recimo, da bi se taki modeli razširili. Zdaj, sama fiskalna politika, to je čist simpel, ne, se pravi, treba je obdavčiti tisto, kar ne maramo in sprostiti tisto, kar maramo. Ne. Recimo na Norveškem sem gledala, da Se upravičujem, se lahko skoncentriramo, kar je še zaključko. Ja. No, čisto na kratko, nefinančne spodbude so zelo pomembne, ne? Mogoče uporaba rumenih voznih pasov. Ja, torej, čisto na kratko iz tega skledi, da je ekosklad stanovalcev blokov in podjetnikov uvrstil med drugorazredne državljane Slovenije, ker dejansko občan v teh individualnih investicijah ima široko možnosti paleto pridobivanja subvencij, občan v večstanovanjski hiši oziroma bloku pa skoraj nobene. Torej, za uspeh je torej potrebna ena skupna vizija in usklajenost fiskalnih ukrepov, subvencij, ugodnih kreditov in tudi nefinančnih ukrepov. Hvala lepa.